Pozdravljeni v oddaji #Ema, kjer predstavljamo profile vseh letošnjih tekmovalcev na Emi. Danes k meni prideta Zala Kralj in Gašper Šanter. Ok, Zala in Gašper, začnemo s hitrimi vprašanji. Prva stvar, ki vam pade na pamet. Opišite drug drugega s 3 besedami. Gašper. Cute, mirna in vedno najbolj cool. Ok, the best. Zala, opiši Gašperja. Počasen. Ok, še 2. Ful počasen. Pa prijazen. The best. Ok, zdaj pa naslednje odgovore napišite na papirje, ki imate pred sabo. Kdo od vaju bo bolj živčen pred nastopom na Emi? Ok, Gašper in pa Jaz. Ok, gled se vas strinjata. Kdo od vaju hoče več vaditi pred nastopi? Ok. Zelo, ti si ta resen zdaj v tem duetu. Zakaj pa več vaditi? Pač o tem dosti razmišljam in potem pač si mislim, zakaj pa ne bi vadila, če bi bilo mogoče pametno. Ok, dober odgovor. Še eno vprašanje imam za vaju. Kateri je vaj najljubši sotekmovalec na letošnji Emi? Tukaj imate bilo vsak svoje mnenje, to ni triki vprašanje. Kaj napiševa? Ja, kar napišite. Okay, oba sta izbrali punci. Ulo Ložar si izbral ti. Zakaj ti je Ulo všeč? Ker se mi zdi na svoj način iskrena, ampak ne poznam dovolj, da bi rekel. Se boš poznal zdaj na vseh teh vajah za Emo. Raymond, zakaj? Ker smo se enkrat dobili in je bila ful prijazna. Prijazno si pri tebi kar merilo pri ljudeh, ne? Ker je. Ok, to so bila hitra vprašanja, zdaj gremo pa na bolj počasna vprašanja. Povejte mi, kako sta se spoznala? V bistvu je Gašperjev prijatelj, Žiga Krajnc, ki zdaj snema za nove videospote. Je našel moje kratke posnetke na Instagramu, ko sem pela. In je poslal Gašperju. In potem mi je Gašper napisal, če bi delala pesem skupaj. In potem so nastali valovi. Tako malo kasneje. Ja, v bistvu pa je bilo tako, da sem jaz ravno šel nazaj v Prago, naslednji dan, ker sem pač tam živel. In sva imela tako en večer v bistvu pred tem in je bilo tako, da sva se dobila ob 10. Pa bila skupaj tako, da za 3 po noči. Jaz sem šla v Rim tisto noč in sem bila tako 15 minut doma, pa sem že šla v Rim. Pač kul je bilo, ker nisva imela časa, ampak sva si ga vzela. Ti pa v Prago, če se jaz prav spomnim, na zadnji šolski dan si šel s kolesom do tja. Ja, v bistvu sem imel toliko vsega dovolj, pa sem hotel se imeti od doma in je bilo pač najbolj praktično, da mislim, da pač grem s kolesom iskat pač službo v tujino, ker sem imel res dosti kondicije in sem lahko potoval med mesti. In potem sem spal 2 meseca pa pol pri prijateljih, pa družinskih prijateljih. In potem se mi je pač nasmehnila sreča v Pragi in potem sem delal tam leto pa pol in pač so bili res nori projekti. In mi je pa bilo jasno pač, da si želim v bistvu bolj ustvarjati glasbo, tam pa sem imel bolj tehnične naloge in to. Zdaj, če boste zmagala na Emi, boste v Tel Aviv tudi šla s kolesom? Vsekakor. Kar si rekla, to bomo posneti na teh kamerah vseh. Kakšna je pa zgodba za vajino pesmijo, ko ste jo prijavila na Emo? Mogoče to, da so zdaj prvič res malo bolj konkretno opisala najino sporočilo, ki v bistvu govori o tem, da je najpomembneje to, da si to, kar si. In pač ja, mislim, da so to nekako kar konkretno zapakirala v pesem. Eden izmed vajinih singlov je tudi S teboj, to je bil drugi po vrsti, če se ne motim. Tretji. Pišu ga, imel sem, tako 50-50 sem imel šans, ok. Tretji, dajmo si pogledati odlomek te pesmi.
papirnato barko, plujem s teboj, tudi če potopiva se, jaz sem s teboj, boj. Zakaj mislite, da boste prepričala na Emi? V bistvu, zakaj sploh imava kak intervju, zakaj se kjerkoli pojavljava, pač zaradi tega, ker delava nekaj, v kar verjameva in bi rada pač, da to sporočilo, če ga kdo hoče si vzeti k srcu, si ga pač lahko in težko to naredi, če ne ve, da obstajava. Že če eni osebi uspeva pač zboljšati nek trenutek ali pa neko odločitev, je pač najn point dosežen. Kako pa mislite, da so pomembna socialna omrežja? Ker jaz sem večkrat hodil po vajnih socialnih omrežjih in iskreno za ene par slik rabam večkrat pred zgodbe. No? Tako da mi povejte, kaj se dogaja na tej fotki? To pa je Gašperjeva sestra Ana, ki je ful cool in drugače pač dela res cool fotografije. Zdaj mislim, da zadnje čase riše s to tehniko, da pač v bistvu ne gleda na papir, ampak gleda, kar riše. In polno je narisala in nama je bilo ful všeč. Kaj se dogaja na tej fotki? Mislim, da sem tu jaz enostavno hotel narediti neko objavo in sem tako zraven naredil nekaj. In je pač zadnji sva ravno naročila to knjigico in... Planer. Ja, ta planer. Planer, in je bilo pač tak zabaven trenutek. Tole pa, če se remoto v kopalnici. Ja. Ja. To je v bistvu iz notranjosti pralnega stroja. Kako pa ste v pralni stroj prišla? Odpreš lahko vrata. Se pravi, samo telefon ste dali not, pa se pa slikala. Zala, Gašper, jaz vam želim vso srečno na Emi. Celotno njuno pesem pa lahko slišite 16. februarja na Emi.